Pripravi sprememb. Severni del tretje razvojne osi med Velenjem in Slovenj Gradcem bodo zgradili najpozneje v 5 letih. To je nova časovnica graditve, ki jo je skupaj z družbo za avtoceste predstavila ministrica Alenka Bratušek. Gre za že četrto novelirano različico. Po prvotnih načrtih bi moral biti severni del zgrajen že prihodnje leto, rok so podaljšali do leta 2026, pred 3 meseci pa so ga prestavili na konec leta 2028. Zdaj ugotavljajo, da bi lahko bil pol leta krajši. Prispevek Metke Pirc. V igri vedno novih časovnic so po desetletjih čakanja Korošci že večkrat izpostavili odgovornost za dokončanje graditve. Predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. Okolikor ne bo prihajalo do zamud pri pridobivanju različnih soglasij, mnenj in dovoljenj ter zemljišč, izgrajen nekje do sredine leta 2028. Ta obljuba je težka in zavezujoča in zavedam se, da boste ta posnetek zagotovo shranili. A ministrica Alenka Bratušek je vnovič izpostavila, da ni vse odvisno od njih. Pol leta rezerv smo našli, bom rekla, z sočasnim začetkom gradnje na tem prvem delu od Velenja do Šentruperta. Kot vsi govorimo, da ne bom rekla opozarjamo, je tudi pot do pravnomočnih gradbenih dovoljenj lahko še kar trnava. Mi vsi, ministrstva in Dars, lahko vse postopke speljemo do konca, tako kot je treba, pa pritožba na gradbeno dovoljenje lahko stvari zaustavi. Glejte, jaz nisem politik, jaz sem inženir, ne? To se pravi, jaz sem to pregledal, zelo precizno, natančno zanaliziral, v 4 mesecih se da, to zgraditi. To, kar pa vi sprašujete, v 4 letih, ja. To, kar pa vi sprašujete, ne, to je pa problem, ne, naš Slovencev in naše neodločnosti, posledice, naše neenotnosti, ne, ki se tudi odraža pri gradnji, takih vitalnih projektov, ne, infrastrukturnih, ki so vitalni z državo. Pa je povedal projektant Marjan Pipenbacher. Privaljski župan Matic Stasič je novo časovnico sprejel s stisnjenimi zobmi. Ni enoznačnega odgovora. Jaz bom to časovnico, ki smo jo danes slišali, predstavil na odboru za izgradnjo tretje razvojne osi. So se pa strinjali, da je izboljšave prinesla novo ustanovljena medresorska skupina, ki jo vodi resorno ministrstvo za skrajševanje pridobivanja dovoljenj. V nadaljevanju